Hej, jaz sem Lisa, profesorica angleščine na platformi Razturi na maturi, kjer dijaki vseh letnikov na enem mestu dobite razloženo vso šolsko snov za 3 predmete. Followujte nas na Instagramu, poglejte si našo platformo in se subskrbite na naš YouTube channel, kjer vam na vsake toliko postrežemo z zelo koristnimi webinarji. Danes sem pripravila za vas webinar o časih, ker ste sami izrazili željo in mi povedali, da vam ta snov dela največ preglavic. Pokazala in razložila vam bom 4 najpogostejše težave, in sicer. Tale prva se sliši mogoče enostavna, ampak je dejansko ena izmed osnovnih napak, ki jih delajo slovenski dijaki pri angleščini, in to je razlikovanje med časoma present simple in present continuous. Tukaj seveda ne bomo govorili o neki najbolj osnovni rabi teh dveh časov, ampak si bomo ogledali nekaj malce težjih primerov. Druga stvar oziroma druga pogosta napaka je razlika med uporabo present perfect časa in past simple. Tudi tukaj se pogosto pojavijo napake, in sicer ima veliko dijakov težave predvsem pri present perfect času, zato ker ga ne moremo enačiti s kakršnim koli časom v slovenščini, ker naš jezik pač ne pozna teh perfect časov. Kot tretjo zadevo si bomo pogledali natančnejše razlike med časoma za prihodnost, will future in going to future. V osnovi je to ponavadi vsem kristalno jasno, ko pa jih je treba uporabiti v praksi, se pa rado zatakne. In še zadnja pogosta napaka je uporaba sedanjika za izražanje prihodnosti. Vse vam bom razložila, brez skrbi, na koncu bomo še vse skupaj povzeli in dala vam bom še par useful nasvetov, kako se lotevati nalog s časi. Zdaj pa najboljše, da gremo kar na delo. Vsi vemo osnovna pravila za present simple pa present continuous, a ne? Se pravi, pri present simplu morate paziti na končnico s v tretji osebi množine, morate paziti na don't oziroma doesn't v nikalni obliki in seveda vemo, da se čas uporablja za neke navade, splošna dejstva in tako naprej. Present continuous, pri njem morate več ali manj paziti na obliko, torej be plus glagol z ing končnico, uporabljamo ga pa seveda takrat, ko govorimo, da se nekaj dogaja ta trenutek, zdajle. Kaj pa recimo, če imamo takle primer? I'm thirsty, I am wanting something to drink. V tem primeru je seveda vsem jasno, upam, da tale am wanting ni pravilno uporabljen. Se pravi, pravilno bi bilo I want something to drink. Ampak zakaj, če se to dejansko dogaja ta trenutek, če zdajle želimo nekaj zapiti? Fora je v tem, da glagol want, ki ga imamo tukaj, dejansko ni action verb. Present continuous uporabljamo z glagoli, ki izražajo neko akcijo, dogajanje, zato jim rečemo tudi action verbs. Zdaj, jaz sem dala tukaj na en kup vse glagole, ki se praviloma ne uporabljajo v present continuous času. Se pravi, večinoma teh glagolov ne boste videli v present continuousu. Tukaj se ne bomo predolgo ustavljali, zato si lahko date video kar na pavzo, pa si v miru preberete te glagole, mi si bomo pa pogledali še par primerov. Recimo, če rečemo I don't believe you. Se pravi, tukaj isto govorimo v tem trenutku, ampak nikoli ne bomo rekli I am not believing you, a ne? In sicer tukaj že vidimo, da je glagol believe v tej tabeli, se pravi, to se večinoma oziroma praviloma ne bo uporabljalo v času present continuous. Ali pa na primer, he knows what you're talking about. Tukaj tudi ne bomo rekli he is knowing what you're talking about, ampak he knows. Je pa včasih zadeva oziroma interpretacija tudi malo odvisna od konteksta. Poglejmo samo še tale dva stavka za primerjavo. Torej imamo what do you think will happen ali pa what are you thinking about. Se pravi, tukaj imamo vedno glagol think, ampak v prvem primeru je v present simple, tukaj imamo pa what are you thinking, se pravi present continuous. In zakaj? V prvem primeru think dejansko pomeni believe. To, kar smo že označili. In tukaj se ne bo uporabil v present continuousu, ampak samo v present simple. Tukaj pa dejansko sprašujemo, kaj nekdo ta trenutek razmišlja in je present continuous ok. Cool, gremo dalje. Present perfect versus past simple.
Tukaj si je treba zapomniti dve zelo pomembni informaciji. Present perfect ima vedno neko povezavo s sedanjostjo. Vedno nam poda neko informacijo tudi o tem trenutku. Zato se tudi imenuje present perfect. Past simple pa govori izključno o nekem preteklem dogodku. Primerjajmo zdaj te dva stavka. John has lost his wallet ali pa John lost his wallet. V prvem primeru je John izgubil denarnico in rezultat tega je, da recimo zdaj ne more plačati računa. Se pravi, tukaj bi lahko rekli John has lost his wallet, he can't pay the bill. V drugem primeru pa govorimo izključno o enem preteklem dogodku in v bistvu niti ne vemo, niti nas ne zanima, a ima John zdaj denarnico ali nima oziroma kakšen vpliv ima to na sedanjost. Se pravi, tukaj bi pa lahko rekli John lost his wallet, he couldn't pay the bill, recimo v preteklosti. Nima pa to nobene veze s sedanjostjo. Poglejmo si še en primer. We've been waiting for an hour ali pa we waited for an hour. V tem drugem primeru bi lahko tudi rekli we were waiting for an hour. Ampak kaj nam te dva primera povesta? Pri prvem primeru, torej present perfect oziroma tukaj present perfect continuous, še vedno čakamo, se pravi, je rezultat v sedanjosti, da še vedno čakamo. Pri drugem primeru pa ne čakamo več, pač to se je zgodilo enkrat v preteklosti in nima več nobene veze s sedanjostjo. Še dva primera si poglejmo. Se pravi, če rečemo have you talked to Sarah recently, pomeni, da nas zdajle to zanima, da ima to v tem trenutku nek pomen. Če pa rečemo did you talk to Sarah, je pa lahko to prejšnji mesec na eni zabavi, nima zares povezave s sedanjostjo, samo pač neko vprašanje za pretekli dogodek. Cool. Upam, da smo to zdaj lepo razčistili. Gremo kar naprej. Najbrž ste že v šoli povedali, da will future uporabimo takrat, ko se v trenutku, ko govorimo, odločimo, da bomo nekaj naredili, going to pa takrat, ko imamo nek že vnaprej določen plan. Pa dajmo si tole pogledati kar na dveh primerih. Ok, se pravi, imamo stavek Peter called while you were at the store. In zdaj imamo dva možna odgovora. Prvi je z will future, se pravi rečemo oh really, I'll call him back. Torej tukaj v bistvu pomeni, da smo v tem trenutku zvedeli to informacijo in smo se zdajle odločili, da ga bomo takoj nazaj poklicali. Drugi možen odgovor pa je yes I know, I'm going to call him back, pa v bistvu že vemo, da nas je klical in smo že vnaprej naredili plan, da ga bomo pač ne vem, čez nekaj časa poklicali nazaj. Tukaj je torej situacija zelo jasna, včasih je pa ta razlika veliko manj očitna. Če si pogledamo nova dva primera. I think the weather will be bad soon ali pa I think the weather is going to be bad soon. V tem primeru bomo v bistvu rajši uporabili going to, zaradi tega, oziroma če imamo že neke močne dokaze. Se pravi, če si zunaj, oblaki že zbirajo, temni se, grmet začenja, potem bomo uporabili seveda going to. Torej, če imamo nek dokaz, bo vedno going to. Če pa samo nekaj domnevamo, se pravi, da nimamo zares nekih dokazov, bomo uporabili pa will. Še en primer poglejmo. Naprimer, I think Jane will like the cake I made for her, se pravi will like, ali pa Jack will come around 7. Tukaj so torej neke naše domneve, nismo sigurni, nimamo zares nobenih dokazov, ampak predvidevamo, da se bo to zgodilo, torej bomo uporabili will future. Ok, še zadnja stvar za razčistiti. Kdaj lahko uporabljamo sedanje čase za prihodnost? Prva opcija, present simple. Present simple lahko uporabimo, če govorimo o nekih točno določenih urnikih, programih, ki se bodo zgodili ne glede na to, a bomo mi tam ali ne. Recimo, the train leaves at 3 o'clock. Ali pa the play starts at 7 and finishes at 9. Tukaj se pravi govorimo o prihodnosti, o dogodkih, ki se bodo zgodili, ampak bodo se zgodili ne glede na to, a bomo mi tam ali ne. Se pravi, ne moramo jih spremeniti, ne moramo vplivati na nje, to so pač neki točno določeni urniki.
Za prihodnost lahko uporabimo tudi present continuous. Tega uporabimo, kadar smo pa mi z nekom zmenjeni. Recimo, I'm going to the cinema tomorrow evening ali pa I'm meeting my friend in the city tonight. Na ta dogajanja torej lahko sami vplivamo, lahko se zgodijo, lahko pa tudi ne, oziroma lahko jih še sami dejansko spremenimo ali pa odpovemo. Če torej primerjamo, recimo dva stavka. What time are we meeting tonight? Ali pa What time does the bus leave this evening? Boste videli, da v prvem primeru je dejanje dejansko odvisno tudi od nas, v drugem se bo pa to zgodilo ne glede na to, a bomo mi tam ali ne. Se pravi, v prvem imamo present continuous, v drugem present simple. In tako se te dva časa lahko tudi uporabljata za prihodnost. Evo, pa smo se prebili do konca. Dajmo samo še ponoviti, oziroma dam vam še zadnjih par napotkov, da boste čim bolje lahko reševali naloge s časi. Prva stvar, vedno preberite cel stavek, ne gledati samo tistega gapa, kjer imate pač glagol, ampak res preberite cel stavek, ponavadi boste nekje drugje v stavku ugotovili oziroma dobili neko informacijo, da boste vedeli, kaj morate dejansko napisati v gap. Druga stvar, uporabite kontekst. Ponavadi dobite pred sabo neko celotno besedilo in ne samo en stavek, tako da vedno pozorno preberite celoten tekst, ne samo gledati tiste črtice. In na koncu iščite te tako imenovane signal words v stavkih. Te vam bodo velikokrat pomagale, da se odločite, kjer čas boste rajši uporabili. In to je zares to. Pa ne pozabiti, vse zelo podrobne razlage časov vas že čakajo na naši platformi. Se vidimo tam!